Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni iz sejemskega studia na sejmu Agra 2016. Sejem Agra je obiskal tudi evropski poslanec Franc Bogovič in prav gospoda Bogoviča gostimo v našem sejemskem studiu. Gospod Bogovič, lepo pozdravljeni. Lep dober dan. Torej, uvodoma sem dejal, obiskali ste sejem Agra 2016. Kakšni so vaši prvi vtisi, ki vidite pomen tega sejma? Kmetijski sejem v Gornji Radgoni obiskujem že vrsto let in zagotovo je sejem priložnost za prvič srečevanje ljudi, kar mislim, da je vedno bolj potrebno in nujno, da se srečujemo, povezujemo, po drugi strani pa za priložnost za presek stanja na področju kmetijstva. Enkrat se bolj soočamo z elementarnimi nesrečami, drugič z razmerami na trgu, predvsem pa s pogledom, kam je potrebno usmeriti slovensko kmetijstvo v prihodnje. No, sicer ste udeležili posveta pomen ustanovitve skupine proizvajalcev. O čem je pravzaprav tekla beseda? Gre za osnovni moto povezovanja v kmetijstvu. Povezovanje je nujno potrebno iz večjih razlogov. Najprej se lažje sledi tehnološke spremembe. Danes so te spremembe tako na področju pridelave, trženja, govorimo o dronih v kmetijstvu in podobno, tako da je nujno potrebno se povezujemo zaradi tega prvega razloga. Soočamo se z vedno večjim problemom zaupanja potrošnikov v hrano in tudi to z skupnimi blagovnimi znamkami, z zaščitami marsikaj naredimo. Tretje je pa omogočen dostop do potrošnika na trg, kjer se danes tudi v Evropi in v Sloveniji ukvarjamo z temi nepoštenimi praksami v trgovskem delu in tu je najlažje, če se pridelovalci povežejo tako, da sami nastopajo na trgu ali pa da se povezani potem tudi spoprimejo z trgovskimi verigami, ki velikokrat uveljavljajo svoj primat na trgu. Tako da govor je bilo ravno o tem pomenu povezovanja in tudi o raznih novih modelih, ki so povezani tudi z novimi tehnologijami in zanimiv je bil prav prikaz zelo uspešne zadruge iz Šaleške doline, kjer se sedaj preko internetne prodaje lahko veliko tega njihovega blaga proda, prav tako zagotavlja sledljivost in podobno. Tako da zelo zanimiv posvet, ki mislim, da cilja v pravo temo in na pravo področje, ki se tudi v slovenskem razdrobljenem kmetijstvu po mojem mišljenju največkrat pojavlja kot največja ovira za hitrejši razvoj kmetijstva. Kaj pa pravijo udeleženci? Vseeno ne smemo pozabiti, da naj se gre za katerokoli panogo, v Sloveniji je tista zavist jaz sem boljši od soseda še vseeno močno prisotna. Zanimivo je bilo, ko smo v Evropskem parlamentu pregledovali stopnjo organiziranosti predelave na področju sadjarstva in zelenjadarstva, kjer je tudi ukrep 4% od prometa lahko dobiš evropskega denarja in ta nepovezanost je večja v teh postsocialističnih državah. V starejših članicah so, ne vem, Nizozemska, Belgija, ima 90% vseh pridelovalcev sadja in zelenjave povezanega in prodajo preko organizacij proizvajalcev. Pri nas pa, tako kot ste dejali, še je del te naše mentalitete, kjer smo precej egoistični oziroma vsak na svojem dvorišču najrajši deluje, hkrati se pa srečujemo tudi z neko dediščino, ko je bil po drugi svetovni vojni ta princip zadružništva, ki ga je upeljal Janez Evangelist Krek konec prejšnjega, se pravi 19. stoletja, zelo prekinjen oziroma se je vzpostavilo to nezaupanje. Tako da zanimivo je to, da ni to samo v Sloveniji, ampak da je to prisotno tudi v ostalih državah, kjer je prejšnji sistem posegal v to organiziranost, ki je v drugih državah se skozi stoletje razvijala z nekim normalnim tempom. No, zadružništvo in povezovanje bosta tudi verjetno pomagala mladim prevzemnikom kmetij. Pravzaprav se prav ti mladi, ki so prihodnost slovenskega kmetijstva, soočajo tudi včasih z birokracijo, ki je preveč toga in pa z nekakimi enoumnimi zakoni. Ja, eno je to, da je skupna kmetijska politika že strani Evropske unije precej zakomplicirana. Včasih si tu kakšne dodatne ovire dodamo še v Sloveniji sami. Mislim pa, da je ta ukrep, ki je tudi strani Evrope podprt z precejšnjimi sredstvi, se pravi spodbujanje mladih prevzemnikov,
ukrep, ki je za moje pojme zelo na mestu in je mogoče neko upanje za slovensko kmetijstvo. Kajti vidimo danes celo vrsto novih mladih prevzemnikov, ki se ukvarjajo in tudi vzpostavijo neke povsem nove poslovne modele. Mislim, da se dosti bolj znajo povezati, kot se znamo starejši ali pa se znajo starejši, tako da jaz zelo stavim na to in sem trdno prepričan, da se bo v naslednjih 5 letih podoba slovenskega kmetijstva bistveno spremenila in to predvsem na osnovi teh, zdaj mislim, da že tam nekje 3500 mladih prevzemnikov iz prejšnje perspektive, ko jim bomo dodali, upam, da vsaj takšno številko še v tej perspektivi, imamo 7000 mladih kmetov z novimi idejami, z novim pogledom na svet in mislim, da bo to tisto, kar mora spremeniti podobo slovenskega kmetijstva. No, pri tem jim lahko pomagate tudi vi kot evropski poslanec, namreč kolikor vem, tudi večkrat organizirate kakšne strokovne izlete v tuje države oziroma članice Evropske unije. Tako je, evropski poslanci imamo to možnost, da predstavimo svoje delo tudi na takšen način, da povabimo tam nekje okoli 10 avtobusov, približno se zvrsti najrazličnejših obiskov na leto in sam sem zelo pozoren na to, da dobro polovico teh obiskov namenim tistim, ki se ukvarjajo s kmetijstvom. Sam tudi delujem v odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja in tako sem v tem času doslej gostil avtobus zelenjadarjev sadjarjev, kjer smo si skupaj ogledali uspešne modele organizacij proizvajalcev v Belgiji. Pri meni je bilo 150 študentov in dijakov iz kmetijskih šol, tako srednjih kot iz fakultete ljubljanske. Obiskalo sta me 2 avtobusa kmečkih žena in tudi za prihodnje, pri meni so bili tako tudi nekdanji predelovalci sladkorne pese, s katerimi smo si ogledali nove modele, tudi tako imenovane bio-based industry, tudi na Nizozemskem, na najboljši univerzi v Wageningenu in tudi v nadaljevanju imam namen, ravno se sedaj pogovarjamo že z vinogradniki, kjer bi si tudi pogledali nove pristope, nove prijeme kmetijstva po Evropi. Mislim, da imamo Slovenci veliko priložnost z izmenjavo dobrih praks, ki jih potem adaptiramo na naše razmere, da se nam res ni treba učiti od začetka ali pa, kot se reče, odkrivati tople vode, ampak enostavno ugotoviti, kaj naš prostor sodi. In trudim se in mislim, da kar poskušam zapolniti nek manko, premalo tega odprtega pogleda proti Evropi in to, ko enkrat na nekih primerih vidiš, tudi najlažje potem tudi spremeniš kakšno početje pri sebi. Sam se spomnim takšnih obiskov iz 80-ih let, kot sem mlad pospeševalec zelo veliko hodil, tako po Južni Tirolski, kjer smo bili tudi v tem času mojega članstva v Evropskem parlamentu, pa avstrijsko kmetijstvo, bavarsko kmetijstvo. Letos sem imel možnost videti v Andaluziji, v Španiji, kako so naredili robusten zadružni sistem, ki je bil tako močan, da recimo niti niso čutili teh turbulenc na področju mleka, kajti imajo zadružni sistem organiziran od kmetov do mešalnic, do mlekarn, do trgovinskega sistema. In mislim, da so to tiste stvari, katere moramo videti, potem pa, kot sem že dejal, na naše, včasih kar miniaturne razmere v kmetijstvu v primerjavi z evropskim, kaj šele svetovnim kmetijstvom, prilagoditi in jih časoprimerne in pa prostoroprimerne uveljaviti v našem prostoru. Zdaj ste v odgovoru omenili 2 problema, ki pestita slovenske kmete, in sicer na eni strani mleko, na drugi strani pa spet nekakšne težnje po proizvodnji sladkorne pese oziroma pridelavi sladkorne pese. V mlekarstvu delimo to krizo z ostalimi kolegi iz Evrope, ki je zelo različna, kot sem že dejal, to je bil svetoprimer iz Andaluzije, kjer je robusten zadružni sistem utrpel te udarce krize. Imamo pa baltske države, kjer je mleko padlo na 15 do 18 centov po litru mleka, tako da so to zelo različni odnosi in upam, da bo sedaj prvi znaki nekega okrevanja se pojavljajo in upam, da bo saj trend se ustavil oziroma obrnil v pravo smer in da bo to posledico ukinitve kvot ruskega embarga se na nek način umililo.
Kar se tiče sladkorne pese, pa gre za sodelovanje z Društvom predelovalcev sladkorne pese. Z njimi sem začel sodelovati že leta 2012, ko sem imel to vlogo ministra za kmetijstvo in smo sprejemali evropsko kmetijsko politiko, del katerega je tudi ta ureditev na področju sladkorne pese in pa sladkorja. Vemo, da se z 2017 sprošča ta kvotni sistem in tu je veliko govora sedaj o tem, da bi eventualno to kraljico polj, kot ji rečemo, prepeljali nazaj v kolobar. Kmetje, ki so gojili sladkorno peso, zelo pogrešajo sladkorno peso v kolobarju, po eni strani iz tehnoloških vidikov, po drugi strani pa tudi iz dobičkonosnih vidikov. In videli smo, da imamo majhne površine. Belgijci so nam predlagali, da če nimamo tam nekje 10 do 15 tisoč hektarov vsako leto površin v kolobarju sladkorne pesi, si je zelo težko umisliti tovarno sladkorja. Zato smo se ukvarjali še z različnimi drugimi alternativi, od bioetanola do drugih stvari, ki so v okviru te tako imenovane bio-based industry uveljavljajo na Nizozemskem, Belgiji in tudi za tam so možni začetki za manjšimi hektarji, manjšim obsegom površin. Tako da na tej točki se bomo zagotovo še ukvarjali in to je tudi eno od teh stvari, kjer lahko nek nov pristop v kmetijstvo pripeljemo z teh evropskih tal. Pa je kaj interesa za te druge vrste oziroma druge oblike predelave sladkorne pese v Sloveniji, morda veste kaj o tem? Mi smo se povezali z Nizozemci, ki v okviru Univerze Wageningen, ki sem že omenil, imajo prav najprej preko Horizon sredstev podprt projekt pridobivanja bioetanola po eni novi metodologiji. Bioetanol pa potem v tej tako imenovani bio-based industry kot izhodiščno surovino za najrazličnejše produkte. To temelji na eni analizi, ki je za nizozemsko vlado naredilo svetovno svetovalno podjetje Deloitte, ki ugotavlja, da je ta kultura ena od najbolj dobičkonosnih. Ve se, da je to kultura, ki največ sonca spremeni v energijo preko sladkorja in zato vidijo velike priložnosti. In mi poskušamo sedaj preko teh kolegov priti v stik s temi tehnologijami in ugotoviti, kaj bi bilo pri nas možno izpeljati. Gre za zahteven projekt, zagotovo nismo več v časih, kot smo bili v časih postavitve tovarne sladkorja, kjer se je politika odločila, nekaj postavila in potem nekaj časa zelo uspešno organizirala kmete, v krizi pa se naredili nekaj usodnih napak, da danes te tovarne nimamo več. Sedaj je čas, ko bo potrebno združiti sredstva, združiti odgovornost in najti skupaj tudi z znanostjo, za stroko, niše, na katerih lahko delujemo. Tako da upam, da bomo v tem uspešni. Odprli smo sodelovanje, predvsem v okviru vlade je veliko pozornosti temu posvetil tudi gospodarski minister, gospod Počivalšek, ki tudi sicer vidi v sami lokaciji v Ormožu kot neko priložnost za recimo v narekovajih agrobiznis, se pravi stvari, ki so povezane s kmetijstvom in niso tisto tradicionalno kmetijstvo, katerega smo vajeni že desetletja, ampak odgovarjajo na trenutne izzive. In tu se vrnemo zopet k tistemu izhodiščnemu vprašanju, treba je stopiti skupaj, se povezati, biti skupaj v dobrem in v slabem in spostaviti dolgoročen odnos, kjer bi poleg kmetijstva se lahko pridružila tudi kemična industrija, tudi energetika je tu dokaj blizu povezana in tu so te priložnosti, ki so tudi v tako imenovani filozofiji krožnega gospodarstva tudi na neki način na dnevnem redu, na agendi v okviru Evrope in Evropske komisije, ki tudi prav sredstva v ta namen posveča. Tako da mislim, da je prava stvar, rabi pa prodorne, resne, odgovorne ljudi in moram reči, da sem vesel sodelovanja s temi kolegi tako iz društva, kakor tudi z ostalimi, ki so se že tudi v poslu kmetijskem znajdli. Tako da verjamem v nek pozitiven rezultat iz te stvari. Če je volja, se najde ponovadi tudi pot in upam, da nam bo to uspelo. No, sladkorno peso so na veliko pridelovali tudi v Pomurju. Gospod Bogovič, vemo, da ste poznavalec kmetijskega stanja v Sloveniji. Kako ocenjujete položaj prekmurskega, prleškega oziroma, če rečeva, pomurskega kmeta in kakšna je ta vizija, ki bi naj sledil? Kmetje delijo usodo kmetijstva, če hočete, na tem območju tako slovenskega, evropskega. Problem nizkih cen, kar je letos predvsem prizadel poljedelce v tem območju,
Najprej je padla cena mleka, posledično se je zgodila tudi padec poljščin. Nekaj dobrih znakov na področju zelenjadarstva. Mislim, da bi bilo potrebno, tako kot se je že v prejšnji finančni perspektivi, ko sem bil tudi na ministrstvu, uspešno izpeljali nekaj namakalnih sistemov na tem območju. Mislim, da je potrebno s tem nadaljevati, da se, kot vidimo v katerih sosednjih državah, namakanje ni samo stvar zelenjadarstva, vrtnarstva, sadjarstva, ampak je tudi v poljščinah. Mislim, da se z novimi tehnologijami, z bistveno manjšo porabo vode, marsikdaj zelo uspešno kljubuje sušam in ponekod je pa to osnovni tehnološki proces, kot je v zelenjadarstvu. Tako da to je en del, ki mislim, da ga je potrebno nadgraditi. Priložnosti so zagotovo tudi v teh tako imenovanih kratkih verigah, kjer se predvsem ekološki kmetje po možnosti tudi povezani lahko zopet pojavijo. Vidim tudi in opazujem tako na eni strani propad nekaterih vinogradniških kmetij oziroma področij, po drugi strani se pa pojavljajo novi prijemi tudi v teh panogah. Tako da perspektiva je takšna, da nekomu lahko daš 20-30 hektarov v roke, nekdo bo v 2-3 generacijah z tega zgradil trdno kmetijo, v 2-3 generacijah pa lahko tudi trdna kmetija propade. Tako da od nas je odvisno, resurse imamo takšne, kakršne imamo, ne moramo tekmovati, ne vem, s tistimi prostranstvi nekaj 100 hektarskimi ali pa nekaj 10 000 hektarskimi kmetijami, kar je tudi prisotno po svetu. Zato je treba s pomočjo evropske kmetijske politike, predvsem pa z večjo iznajdljivostjo, več hrabrosti, pa tudi enega vizionarskega pogleda, pa tudi z vpeljavo novih tehnologij, internetne prodaje, raznih stvari, kjer se pojavljajo niše, za katere si še nekaj let nazaj nismo znali predstavljati. Tu se pravim, in še enkrat apel k sodelovanju, mogoče sem že komu dolgočasen s tem. Imel sem pa priliko tudi letos ob koncu pred temi parlamentarnimi počitnicami biti 5 dni v Silicon Valley v Ameriki, kjer so se združili pravzaprav vsi, ki na področju te IT tehnologije kaj pomenijo, zato ker so ocenili, da morajo biti skupaj, sodelovati in so prav iznajdli skovanko iz angleških besed cooperation, se pravi sodelovanje, competition, tekmovanje, so naredili skovanko co-opetition, se pravi sodelovati skupaj, ob tem en druga spodbujati, pomagati en drugim z novim tehnologijam in v tem sodelovanju tudi ustvarjati trende. Tako da mi moramo poleg tega, da znamo počrpati evropska sredstva, da znamo, ne vem, pokritizirati trgovce, da znamo pokritizirati državo, imeti tudi inovativne projekte, s katerimi odgovorimo na izzive potrošnika. Ključno pri vsem tem pa je, da se vzpostavi en visok nivo tudi ene etike v kmetijstvu, kajti naša prihodnost je odvisna predvsem od našega odnosa s potrošnikom. In v dobrem odnosu s potrošnikom, s sledenjem potreb potrošnika, približati se potrošniku tudi s takšnimi direktnimi prijemi, ki jih sodobne tehnologije omogočajo. Vidim priložnost, se zopet vračam, predvsem za tiste mlade kmete in tudi sam bom poskušal pri svojem delu, kjerkoli pač to opazim, prenašati te prakse in mislim, da je potrebno z malce več samozavesti, pogleda v prihodnost, se tudi v kmetijstvo ukvarjati, kajti vse ostale panoge bodo lahko propadle, predelava hrane ne more nikoli propasti, kajti sicer bo propadlo tudi človeštvo. Tako je in še zadnje vprašanje. Usoda naših gozdov in pa reševanje lesne panoge je tudi odvisna od nas samih. Ja, gozdarstvo je na veliki preizkušnji. V letošnjem letu je izteklo to 20-letno obdobje upravljanja z državnimi gozdovi, ni več teh koncesij. Minister se je odločil za moje pojme kar za zelo tvegano potezo za ustanovitev tega državnega podjetja, ki poskuša odgovarjati na anomalije prejšnjega sistema. Zopet pa imamo problem, da je veliko več govora okoli teh 200-250 tisoč hektarov državnih gozdov, kot pa o ostalem 1 milijonu hektarjev, ki je v lasti kmetov. Tudi to je velika razdrobljenost, majhne površine, neorganizirani pristopi na trgih in tudi tu je recimo samo preko meja avstrijski, koroški kmetje, se pravi Slovenci,
živeči na avstrijskem Koroškem imajo svojo skupino, preko katere prodajajo, preko katere tržijo. Tako da en je ta problem, mislim, da še večni problem kvalitetnega trženja. Drug je pa problem propada lesnopredelovalne industrije. Tudi v zadnjih dneh slišimo slabe signale, še zadnja velika podjetja propadajo, ki se očitno niso znala iz tistih mastodontov socialističnih prilagoditi in odgovoriti na potrebe današnjega časa. Tako da celi verigi je v gozdarstvu najbrž še dosti več problemov, kot je v samem kmetijstvu. Temu dodatno pa še ta naravna ujma z žledom in pa s podlubnikom v letošnjem letu. Tako da upam, da bodo imeli tudi na ministrstvu srečno roko in pa tudi tam sodelovanje z društvom lastnikov gozdov in da se dogovori, po kateri poti naprej. V času, ko sem bil leta 2012 na ministrstvu, smo nadaljevali in zaključili že prej začet projekt Les je lep, v katerem je veliko poudarkov, ki so podobni poudarkom, ki smo jih tudi v Evropskem parlamentu sprejeli okoli strategije ravnanja z gozdovi v tem sektorju, kjer je prav naša kolegica iz avstrijske Koroške Elizabeta Kestinger je bila poročevalka, poročena s avstrijskim Korošcem, tako da nam zelo blizu in podobne ukrepe, povezovanje v kmetijstvu, iskanje priložnosti tudi v energetiki, kjer les omogoča en del, od tam naprej pa skupno trženje in pa povezovanje tudi na področju oblikovalstva in podobno v lesarstvu, da bo ta panoga močnejša. Kajti, če nimaš kvalitetnega končnega produkta, je zelo težko konkurirati tudi že potem v gozdu in pa pri prodaji lesa. S pridnim delom in upanjem torej zremo v svetlo prihodnost slovenskega kmetijstva in gozdarstva. Gospod Bogovič, časa nam je žal zmanjkalo. Hvala za pogovor. Hvala in zagotovo drugo leto zopet na Agri. Tako je, hvala lepa. Veseljem. Cenjene gledalke in spoštovani gledalci, vam pa hvala za pozornost.